Kaj je namen današnje konference Okolje, družbena odgovornost, razvoj? Na današnji konferenci predvsem želimo izmenjati izkušnje med podjetji in tudi raziskovalno sfero, in sicer na temo trajnostnega razvoja, poročanja v okviru trajnostnega razvoja in seveda transparentnega delovanja podjetij, ki z predstavitvijo svojih trajnostnih poročil v bistvu na nek način izkazuje zavezanost k trajnostnemu razvoju in k družbeno odgovornemu obnašanju. Kaj je integrirano poročanje? Integrirano poročanje je pomemben nov pristop k korporativnemu poročanju, skratka k poročanju gospodarskih družb in tudi drugih organizacij. In pomeni bistven odmik od obstoječih principov korporativnega poročanja. Ti so namreč pogosto precej ozko usmerjeni, tako v smislu vsebine, se pravi posredujejo predvsem podatke o finančnem poslovanju podjetij, kot v smislu časovne dimenzije, kajti ponujajo predvsem pogled nazaj, pogled na to, kaj smo recimo v preteklem koledarskem letu dosegli. Integrirano poročanje, njegova ambicija je pa usmeriti pogled naprej, usmeriti pogled v to, kako podjetje, gospodarska družba ustvarja vrednost za vse deležnike podjetja, ne samo za svoje lastnike, in kako to vrednost ustvarja in povečuje s pogledom naprej, skratka na kratki, srednji in dolgi rok. Dost pomembna predpostavka integriranega poročanja pa je tudi tesno povezovanje finančnih in nefinančnih informacij o poslovanju. Skratka povezave med samim poslovnim modelom, strategijo in strateškimi cilji podjetja na eni strani, ter podatki o tem, kakšno je okolje, v katerem podjetje deluje, kakšne so tveganja, tako grožnje kot priložnosti, s katerimi se podjetje sooča, kakšni so trajnostni vplivi poslovanja v smislu vplivu na okolje, družbo in tako naprej. Vse te informacije morajo biti v sistemu integriranega poročanja medsebojno povezane, skratka povezujemo ključne sklope poslovnega poročila, kot so predstavitev poslovnega modela, strategije, poslovanja, obvladovanja tveganj, in vzpostavljamo tudi sklice iz računovodskega poročila v poslovno poročilo. Predvsem pa je pomembno, da je integrirano poročanje pristop k upravljanju podjetja. Ne gre samo za pripravo letnega ali trajnostnega ali integriranega poročila kot končnega izdelka, ampak gre za nenehen proces ustreznega spremljanja in merjenja poslovanja, ki mora biti trajnostno usmerjeno. Kakšne so vaše izkušnje z EMAS poročanjem? Moram reči, zelo pozitivne. Praktično nam EMAS pomeni neko nadgradnjo dosedanjega dela, dosedanjega sistema. Mi smo že praktično več kot 10 let imamo ISO 14001, se pravi standard ravnanja z okoljem. In EMAS je pač neka nadgradnja, ker pa smo že vse podatke imeli zbrane, okoljska izjava pač za nas ni bila nek velik problem. Kakšne so prednosti in priložnosti nanotehnologije? Nanotehnologija predstavlja izredno pestro in obetavno področje na vseh področjih industrijske proizvodnje, pa tudi pri varovanju okolja, čiščenju voda, čiščenju zraka. Zavedati se je potrebno, da nanotehnologija odpira tudi nove možnosti detekcije onesnaženosti zraka. Zato poleg tistih nanodelcev, ki jih nanotehnologija proizvaja načrtno, z metodami nanotehnologije lahko detektiramo tudi nanodelce, nanomateriale, ki jih sprošča klasična industrija in ki vplivajo na človeško zdravje in okolje.